V naši okolici najbrž ni nobenega, ki ne bi slišal za priimek Žibrat. Na prvo žogo ga je načel športom. Znano je, da je Peter Žibrat bil direktor ženskega odbojkarskega kluba Ljutomer v zlatih časih, ko so članice bile med najboljšimi ekipami v prvi A slovenski ligi. In ni samo to, kar 6 let je bil direktor ženske odbojkarske slovenske reprezentance, ki je imela pripravo v Ljutomeru. Pozdravljeni, Peter. Pozdravljeni. Spomnim se svojih let v Ljutomeru pod vašim okriljem. Zame ste skrbeli kot drugi oče. Klicala sem vas stric Peter, ker tako v moje matične države kličejo starejšega človeka. In vsi so mi smijali, takrat nisem še razumela, zakaj. Povejte, prosim, kaj v tem obdobju? Ja, od obdobju ljutomerske odbojke. Ženska odbojka je bila v Ljutomeru, bila pa je tudi na Cvenu. In to so bile dve sosedne ekipi. Pa smo nekako tekmovali med sabo, smo bili zmeraj boljši cvenari, ki smo tudi bili medobčinski prvaki. In pol pa je prišla ideja od Ljutomera, češ, kaj bi bilo, če bi se mi združili. No in jaz kot taki sem gledal to z druge strani, sem bil takoj za to, ne. Pri nas pa so malo punce ene, kaj češ zdaj. Ti nemo več odbojkarski klub Žibrat Cven, ampak temu Ljutomer. Rekel, ne, to bude prišlo pol do dogovora, bomo se skupaj sedli uprava ljutomerskega, pa našega cvenskega, pa vi igralke, pa bomo se zmenili, kako in kaj naprej. Kdo bude vodil naprej, kaj bo ime, pod katero ime bomo imeli. In tako daleč smo prišli pol skup v hotelu v Ljutomeri, se dogovorili in naše odbojkarice iz Cvena so bile privoljne, da se združimo, ampak pravi, Peter, vaše ime mora ostati na imenu, kako bo se klub imenoval. In te smo pa tako daleč prišli, da so se zjedinili, pa so tudi one pristale, da smo dali pol klubu naslov odbojkarski klub Žibrat Ljutomer. Tako je. Ja. No in s tem smo se pol začeli redno trenirati skupaj, tekmovati skupaj in smo bili v Pomurju eni od najboljših in smo sklenili, me je nekako to vleklo, da bi mi šli v Slovensko ligo in tu v 3. ligo. No in kdaj smo to računali malo z našimi trenerji, tukaj sem še jih imel, tu še bil Smodiš Dani, pol je bil tudi Šumak Mitja. No, samo sem mislil, s tej kvaliteto trenerskoj nemogoče, nemo se takoj dobro znajdli v 3. ligi, ne. In sem začel razmišljati in nekako smo prišli skup z Zoranom, Kolednikom Zoranom. No in Zoran pa je bil tudi, kot še zdaj verjetno naprej, en priznani športni delavec. In smo se nekako dogovorili, da bi prišel v Ljutomer, smo se dogovorili tudi za ceno in vse skup. Pa tudi je imel on ambicije in reče, veš kaj, če čemu nekaj doseči v 3. ligi, ki ni tako enostavna že, ko moraš nekaj pokazati, predlagam, če ste za to, da bomo malo se pojačali. No in Zoran, ne vem, po kateri liniji je že imel neke stike z
Rusko vojkarsko zvezo, pravi, bomo skušali dobiti eno od tam. No in on meni reče, če smo za to, ne, sem rekel, jaz sem takoj za to, ne, samo kaj bo, da je to stalo, ne. Te smo tako okvirno dobila ceno, ki ni bila mala, ne. Pa smo rekli, nekako sem se odločil, če čemu to uspeti, ki bi tudi je bila moja želja, da bi tekmovali v slovenski ligi, pa ne samo v tretji, mogoče bi se dalo malo napredovati. In on je rekel, če to uspemo dobiti, verjetno je te za tebe že znal, je rekel, ni bojazni, da bomo uspeli priti naprej. No in tako je prišlo, da smo prišli do tebe, kot sama veš, smo te pripeljali sem. Zdaj, cifre ne bom razlagal. Ti si bila tudi tam predvidena kot mladinska reprezentantka Rusije in že to nekaj pove, da je trebalo za tebe nekaj oddati, pa tudi s tem mi pridobimo, če te sem dobimo res. In se je uspelo pridobiti, da si prišla sem, smo te pripeljali. Ti sama veš, kak je bilo na začetki. Prvič iskati stanovanje, smo vse uspevali, tudi smo se zmenili za neko odškodnino za ceno, da ne boš seveda, moraš nekaj dobiti. In si tudi, moram reči, pristala na to minimalno cifro za tisti cajt. Verjetno si malo tudi imela v mislih to, da nisi prišla z malimi denarji sem, da smo mogli za tebe nekaj založiti. In hvala ti, da si tudi bila spremljiva za to vsoto denarja, ki smo ti takrat obljubili. No in pol še pa Zoran praviš, še bom skušal eno dobiti iz Maribora in to je bila tudi ena taka primerljiva cena in sem rekel, pa še gremo v to, ne. In smo dobili Majo Vahel, ja. No in to se je začelo, to je bil čisto drugi trening že, druga vaja, drugi pristop trenerski. In moram reči, na račun tebe, ti si bila ena, ki si z tvojo servo, ki še je te v Sloveniji nismo poznali, celo v ženski odbojki, ti si znala z tvojo servo 11 pik, to ne bom nikoli pozabil, na servis dobiti. 11 pik si dobila na servi. No, in mi smo zmagovali, z tekme v tekmo, mi nismo poraza poznali, naslednjo leto smo bili že v drugi ligi. No in v drugi ligi, ne da bi bili malo strahom, s tem delom pa s toj kvaliteto igral, kot smo imeli, se nisem bal, pa tudi Zoran mi pravi, ni se treba bati, mi smo šli naprej na prvo ligo. Ne, in mi smo v 3 letih prišli v prvo ligo. Ja. In solidno v prvi ligi zasedali 4., 3. To je za enega novinca, ki je prišel komaj notri, bil zelo, zelo lep uspeh. No in pol pa so me nekako Olimpijski komitej, pa naša odbojkarska zveza začeli namigovati, pravi, kaj če bi ti prevzel slovensko reprezentanco. Verjetno so malo mislili radi uspeha, ki smo dosegli, ne, vsako leto više. In kaj češ drugo, tudi moja čerka je notri špilala, pa sem že malo tudi z tega vidika gledal, sem rekel, pa so me nekako naštimali, da sem priznal, ne. Pristal na to, da sem prevzel žensko. 6 let ste bili direktor slovenske reprezentance? 6 let, ja. Povejte, prosim, še o tem.
prvo smo šli na Spring pokal, to je največje tekmovanje evropsko, v Švico. To je vsako leto, ne. Potem naslednje leto smo imeli na Dunaju v Avstriji, potem je bilo v Češki, v Brnu, v Poljski, pa Slovaški. To je 6 držav, ta cajt, dok sem jaz bil direktor reprezentance. Zdaj, to je bila ena taka izkušnja, to je bila cela Evropa praktično, ne. Bilo 32 držav. In tu smo bili, ne da bi se zdaj hvalil ali kaj, najviše smo prišli do 8. mesta, ne. To je bil lep rezultat. Med samimi kvaliteto igralcev že, ki so poznani Čehi, Poljakinje, to so še dan danes, ne, Švicarke so tisti cajt bile. No in te pa mi je uspelo zaporedoma imeti tu švicarsko reprezentanco na pripravah, ki smo prišli v te kontakte, smo se poznali, pa sem spravil v Ljutomer, da so prišle. Čehinje so bile 2 leti na pripravah tu, Poljakinje, Avstrijke, te smo imeli tu v Ljutomeru resen, kako bi rekel, reprezentance teh znanih držav, kar se tiče odbojke. Zato me zdaj malo moti, da se je to tako hitro šlo v pozabo, ne da bi sebe hvalil ali kaj, ali ti ljudje, ki smo takrat delali, tudi doktor Šumakom na čelu, mislim, on je bil kot zdravnik naš, pa tudi moška ekipa je bila tistikrat tudi na vrhu. In so to ljudje, ki smo nekaj za Ljutomer, pa za ljutomersko odbojko dali. In te pa se je to tako nekako na hitrico zjalovilo in so pozabili na nas. Kar me zdaj včasih to vpraša, zakaj ne grem na tekme. Mene to boli, jaz bi rad šel na tekme. Samo, kad ni še toliko dober tam, da bi me povabil, ali pa se je reklo, čuj, ti si toliko tu naredil, pridi malo vse nas pogledat. In že sem tolikokrat bil na odhodu, da grem, pa nekako mi to ne da. Nimam te moči, da bi šel to pogledat, da vidim, da so sami mladi ljudje zdaj. Nimam kaj reči. Morajo mladi iti naprej. Samo malo bi pa mogli zgodovino pogledati nazaj, kak je bilo. Mi smo imeli odbojkarske plese v hotelu, v Radencih, v teh toplicah. To so bili znani. Jaz sem imel tu na teh prireditvah, kdaj smo imeli od Levna Štuklja, Brite Bilač, Čopa. Vse te vrhunske športnike sem imel na teh naših prireditvah, kdaj smo imeli te plese, novoletne plese. Tako da nekaj sem dal skozi v športu. Kot 9-letni otrok sem se začel baviti z gimnastiko. Ja, to pa bi vas rada vprašala, da ste ni samo športni navdušenec in športni direktor, ste v mladosti tudi trenirali orodno telovadbo. Povejte še o tem. Ja, pravim, bil sem 9 let star, kaj me je oče prek enega kolega, ki je že bil član tu v Ljutomeru, me včlanil v pionirsko ekipo tu Sokola. Tukaj je zdaj ne kinodvorana, tu so bili Orli, Sokoli pa so bili, tukaj je zdaj TBD Partizan. No in tam sem bil 4 leta, ja. Pa so še bili s Cvena, pravzaprav zmote, Sovičev Tonček, to so legende orodne telovadbe. In smo pol na Cveni ustanavljali društvo telovadno, da bi bilo. In leta 52 smo ustanovili na Cveni orodno, mislim, telovadno društvo Cven se je reklo, ne. To je bilo naš prvi naslov.
In te smo pa začeli na Cveni. In med ta Tonček je bil res urodni telovadec, znan, ki ga pozna verjetno celo Pomurje, pa še malo več tudi, je bil eden izvrsten telovadec. Pa Babič Davorin, pa to so same take, profesor je zdaj je že v pokoju. No in jaz sem bil najmlajši, ki sem začel, tudi me privleklo urodna telovadba. Ne, so takoj videli, da imam smisel za urodno telovadbo, ne. In sem bil najmlajši, da smo imeli prvo akademijo na Cveni. Vsi so bili že odrasli dečki, jaz pa sem bil te tam 14-15 let star in sem že z njimi se kosil na urodni telovadbi. Najljubša panoga mi je bila drog pa bradlja. Ne. To so te dve panoge, to sem najbolj obožaval in sem tudi uspel. Sem tudi nastopil od Ljubljane, Italije, v Beogradu. Mi smo bili pol nazadnje na Cveni pokrajinski državni prvaki, pokrajinski urodne telovadbe. 7 nas je bilo. Smo šli, to je bilo leta 57 v Beograd, za dan mladosti smo nastopali na stadionu Partizana. No, mogoče ravno zaradi tega ste delali potem spremstvu Tita? Ja, tisto pa me je prišel do tega, ki sem mogel iti v vojsko, v armijo, in sem bil, kot so to rekli, regrutovan za izvidžača. In ko sem prišel v jedinico, v Trebinju, prvo sem šel za Trebinje, na drugi ali tretji dan je tista smotra, čitajo tvoje karakteristike in pravijo, ja, pa ti si oddeljeni za vojno policijo. Rekel, ja, ne vem. Bil pa še od tega Joža Lebara, oče, ki je pri Štrki, ne, je bil tam desetar in v njegovo desetino so me gli dali, ne, te še pa on bole tam, rekel, kaj mu zdaj z njim, ne, in točno tam sem prišel takoj v tisto obo, ko sem dal teden dni, te sem pa šel v športni vod tam. In tisti vod pa so rekli, ko me prej ne dopustili v šolo za Pančevo, za policaja, do 25. maja, ko se prirejajo tam na stadionu Leotar, to je veliki stadion, da bude tam za 25. maj akademija. No in mi smo tisto vežbali, jaz sem praktično v kazarni samo spal, zaravno po zajtrku sem šel dol na, sta dva logora, bilo južni pa severni logor. V južnem logori je bila to športna enota in tam smo vadili. No in tista šola v Trebinju je dobila novo orodje. Od droga, bradle, konja, pa tisto za žensko gredo. In na tistem praktično niso znali sploh, kaj se na tem lahko dela, ne. In bili smo trije, in Mariborčan je bil, pa Kostajček Ivo iz Brežic, še zdaj smo na stiki, pa kolega, ne. Kaj tudi sta bila pri telovadca, ali ni takšnega faha, ne, ali ta z Mariborčanem, Čiro, to ti pa že dobro telovado na orodji. No in mi smo vežbali to, pa smo pol na 25. maj na Leotarskem stadionu. Vojska je imela tiste proste vaje s puškami, pa to, mi pa smo na orodje. No in na tretji dan po tistem že dobim copka, grem pre komando. Te sem pa odišel za Pančevo. Tam sem bil, te že pri takonci so že oni imeli kurs 3-mesečni, jaz sem te bil samo 3 tedne. Te pa sem šel za Sarajevo. In te pa je naš predsednik Tito, veš, da se vozijo tisti plavi vlak, so pravili, ne. In te je prišla Indira Gandhi in iz Beograda do kam, ne vem, so jih spremljali, vojno policija je spremljala vlak, ne. In od Zagreba naprej pa smo prevzeli mi
odgovornost vlaka, ne, 7. vojna oblast. No in tako sem te prišel na isti vlak, ki sem pač že z njim se peljal do Sarajeva, no tam pa smo pol 3 bili oddeljeni, ki smo šli osebno zraven njega na Jahorinu. To so pa te z avti šli naprej, ne. In mi smo jih te spremljali že gor na Jahorinu. No in na ključje je bilo, da sem pač zraven bil. No je bilo pol, da sem prišel domov, da sem pa se zaposlil tu v teh prostorih MTT-ja. Sem bil predsednik sindikata in je Tito prišel v obisk v Ljutomer. Ljutomer, Mursko in to, ne. In kot predstavnik sindikata sem jaz njega pri MTT-ju, mislim, smo šli še gor na Klet, Vinsko pol, ali po MTT-ju tu, po dvorani, po hali skozi, tu pa sem jaz jih spremljal. In na čast sem še njegovega psečka, ne morem se spomniti, kaj mu je že bilo ime, tistega psečka bogega sem nesel po halih, a ne bi ga kakšen stroj tam prijel, ne. No in te smo šli na Klet gor, malo popili, jaz že kot civil, in moram še to reči, ko smo prišli najprej z gospo Jomanko, pogovor, ona je dobro slovenski govorila. In smo prišli do tega, sem rekel, če se me seveda, ne morete se me spomniti, sem bil te vojak, jaz sem bil z vami že tam na Jahorini, pa tu. Je rekla, veste, po čem vas poznam potem? In me nekako prepoznala. No, ni to naključje, jaz sem šel za Nemčijo, seveda kot pristal športa, nakon 3 mesece sem že imel gore svoj klub. No, ravno to. Nekaj let ste preživeli v tujini v Nemčiji in tam sta se vam zgodila 2 nesrečna prepetljaja, ki bi lahko končala tragično. Če nam zaupate podrobnosti mogoče. Pa bi lahko tudi to, sicer to se ne rad tega spominjam, ne. Jaz sem pol organiziral tam, takoj sem imel svoj nogometni klub, pa keglaški klub. No in tudi na mojo inicijativo sem po 3 letih predsednovanja tega kluba, Jugoslovanskega centra, povabil gor iz Slovenije prek, takrat je bil sekretar Bačič v Murski Soboti, poznano smo se že od tu prek sindikata, mi je uspelo dobiti gor, so bili pri meni 7 dni, ljutomerski oktet, ljutomerska ekipa keglaška z Mirojem na čelu, Lendava je dala folkloro, Murska Sobota, Mura, komplet, Radgona pa mi je dala ansambl, vsaka občina nekaj. In so prišli gor k meni z avtobusom, tam pri meni bili, ki še je Miro tam postavil en rekord, ki še dan danes ga nišče ni podaril v tistem keglišču, ki smo keglali. Pol sem pa imel te razne prireditve, za 1. maj, 25. 29. november, to sem organiziral in to je tiste cajte še šlo zelo nekomu neprijetno, pa so me, ko vam čisto po pravici povem, oni so imeli načrt verjetno mene pospraviti ali pa na kakšen način nezgodo, toto vam samo razložim eno, tiste druga niti nečem. Dobim sporočilo, pismeno, pravi, te smo imeli za gospoda, ne tovariša. To so bili pa ta Hrvati, ki so bili, to je bila to gnezdo v Ludvigshafnu, ustaško. In pravi, v nedeljo imamo otvoritev našega kluba, pa vi kot predsednik tega kluba, pa sem že bil na konzulatu,
ki sem tudi bil ustanovitelj konzulata v Mannheimu. Da bi prišel na otvoritev. Pravi, mi bi poslali izpred vas naši 2 člana, bi se podobili pravi na železniški postaji v Mannheimu, imejte neki časopis, bilo slovenski ali hrvaški, kakšen god pravi, samo da bodo videli, in tam bodo vas pričakala, pa bi prosili, če bi prišli na našo otvoritev. No in jaz pol na konzulati gor, Ivan Zbašnik je bil takratni konzul, te je rekel, to sem dobil, pravi, vem to, da te imajo na piki, ne. Mene je policija pratila, da sem imel sestanke do stanovanja, nemška policija, stalno, ki sem že imel grožnje, tiste pisma sem dobil, ne pa to, da ne to prekinem, če ne, da se ne bo dobro končalo, ne. In pol smo prišli do tega, pa se pripela en stari VW, tisti hrošč, stari. Se pripela tako po tramvajskih progah, ja pa sem na tramvajskem postaji sedel tam, ne. Pa samo se po tramvajski postavite, niti ne na parkplasi, pred mene tam. Ja, ste vi Žibrat? Ja. Došla smo pod vas, pravi, ajde, uđite. Rekel, ne bi. Rekel, ja imam svoja kola, ne, sem te pač pojihal ven, menijo se. Ide jaz po kola, pa te za vama se pelam. Ne, vi samo s nama morate iti, pravi, mi vas opet dovedemo do tu. Pravi, vi se tam ne boste snešli, pa semafori so, ki zapere, pa se ne more. In nisem rekel, ne, jaz bom šel. Z mano pa so šli, ki mi je konzul dal, 4 moje moški, mislim, moji igralci z enim avtom, v enem avtu pa je bil, kaj je bil na konzulati policaj, pa en kriminalec naš, ki je gor delal. Pa v drugem avtu je bilo. In so čakali na parkplaci, kak bo to se zgledalo. Oni bi se pelali za nami potem, ne, če bi jaz šel svojim avtom. No in sta videla, da nič ne bodo z mene, pa oni šofer tudi v stopi, bikaj. In ti me samo tu za špric prime pozadi, pa na silo notri v tega hrošča, ne. In to so pa naši videli in so takoj skočili z avtov, ovi 2 sta videla, kaj je, ne. Sta me spustila, pa v avto, pa gor in od postaje tako je šlo malo na gor, te pa je že bilo na mosti, vmes je Rajna tekla. Ne? In dok smo mi prišli do svojih avtov tam, ko smo šli za njimi, ne? Še pa, kdaj sta genola, ki je šlo gor, pa je bila številka, tista neka, tako že ne vem kakšna številka, ali še tista, kaj številka je bila, je samo nekaj preštacnalo, pa smo več številke nič še ne videli, je bilo neka tema ali tako grdo napisano, samo se je videlo, da se tista tabla registrska obrnila. In mi za njimi, in kaj, čez most prek pridemo, tam je bil že krožni, pa semafor, rdeča luč, ne mreš nikam, ne. In tako so nam pobegnili. In smo šli malo pol 1-2-3 ulice tam, pa smo šli nazaj. Ja, smo šli na konzulat gor, ki glih je bila nedela. Ivek pride, zvašni konzul, pravi, kak je bilo, te pa oni. Rekel, jaz sem bil, enostavno nisem mogel skoraj govoriti, ne, ki sem znal, kaj bi me čakalo. In tem je rekel, ne, to bi bil usoden dom za tebe, ne. Ki 2 moja igralca, pa člana mojega kluba, smo pa mrtva našli. Enega na železniški postaji, domačina iz Cvena, enega pa v njegovem stanovanju, ki je blizu ene hrvaške restauracije stanuju gore. Notri v stanovanju smo našli mrtvega. Tisti pa je stročje vesi. Sami moj. To je bil ta hip, ne. Zdaj še smo se smislili, kako sem šel in sem še imel spremstvo tita v Nemčiji, ki je prišel gor.
Tu pa sem bil poslan prek ambasade naše. No in pridemo v Bonn, smo vzali avto, smo se pelali, jaz pa še en policaj, ki je na konzuli bil, pa še en vicekonzul z nami. In to je Sobočanec, da je pokojni že zdaj. In zdaj pridemo tam, pa gremo notri in gospa predsednikova žena se mi začne smejati. Pravi, kako to na ključe, evo, opet smo zajedno. Ne? Jaz sem te tam bil, tiste 4 dni je tam bil. Mi smo sicer bili posebej, ali prišli smo pa, da smo oni tiste uradne pogovore imeli, smo prišli skupaj, pa tiste restauracije, ki smo jedli, smo bili skupaj, pa tako. Tako da smo tudi tam, sem ga spremljal. To je dogodek, ki je nepozabljiv. Ne. No, v svojem življenju ste spoznali ogromno znanih ljudi. Sama sem bila priča vašemu pogovoru z predsednikom nekdanje Republike Slovenije Janezom Drnovškom, v Logarski dolini. Ja. Povejte, kako sta se spoznala? Midva pa smo prišla v kup, ki sem jaz bil, najprej sem bil, kdaj sem bil doma 4 leta kot predstavnik obrtnikov Mariborske regije. In sem pogosto hodil gor na skupščino. In tako slučajno s prilikom enkrat se dobimo gor, je bil tudi on notri, smo prišli do govora, odkje sem, kak sem, te pa sem povedal, odkje sem. No, tam smo se te spoznali. In tam pa v Sloveniji, zdaj smo pa bili dol, tam smo pa bili na enem, kako bi to rekel, tam smo imeli ene kondicijske priprave, ženska, bojka. Ja. In dole tisti dom, restauracija, ki je, on pa je bil tam s tistim njegovim, kaj je že bil? Artur. Ja. No, ja gledam to pa Jane. Ajde, jaz tisto restauracijo pijemo tam, kavico v kup. Te pa nekako, jaz sem ga nagovoril, ne. Šel pa sem ga pozdravil in sem rekel, se me spomnite mogoče. Te pa malo prišli, točno pravi, spomnim se, pravi, gor smo bila v Ljubljani skupni. No, te sem tisti 2 dni, kaj smo tam malo bili, sem bil 2-3 na dan z njim malo skupaj tam, smo poklepetali, povedal, s čim sem tam, je rekel, pohvale vredno. Ja, tako da sem tudi njega imel kot vzornega predsednika. Ja. Zelo ste uspešni tudi na kulturnem področju. Povejte kaj o tem. Joj, v kulturi pa sem začel pisati, pa prvi nastop, kaj sem imel, kaj sem ga sam napisal, pa vodil, to je Veseli večer, 1962 leta. Te sem bil tudi ustanovitelj moškega pevskega zbora na Cvenu. In od tistega cajta skozi imam kulturne prireditve. Vmes sodelujem tudi, sem že pri ljutomerski gledališki skupini sodeloval. In jaz pa imam na Cvenu en dan v letu in to je dan Štefanovo, to je par dni pred novim letom. Vsako leto prirejam Veseli večer, ki vam moram reči, da je zdaj že tradicionalen. Zelo obiskan, moramo ponavljati, 2-krat, tudi 3-krat smo ponavljali, dvorana polna. Ljudje vejo, jaz sicer bolj komedija, kajti naši ljudje noč se je malo razvedrila, pa smejo, tam se nasmejejo. Pišem pa vse sam, ne. Pišem pa vse sam. Tudi nastopamo. Smo nastopali na Hrvaškem, po Sloveniji, tu v Pomurju, tu pa ni občine, ki ne vejo za nas in nas prosijo, da tudi tam sodelujemo. Vsako leto zdaj že s tem Veselim večerom, ker ga prirejamo na Cveni.
Imate športno družino in vnuka, ki blestita vsak na svojem področju. Kaj menite o njihovih uspehih? To sem najbolj srečen pa zadovoljen, da pravijo, jabolko ne pade daleč od drevesa. Ne? Vidim, da so nekaj verjetno mata po dedeku, ne? Ja, to tudi jedva priznata, posebej še tam mlajši, Jan. Njega sem verjetno po celi Evropi vozil. Prvo, kaj sem ga vozil kot 9-letnega, ki je bil izbran v Francijo na 10 dni na priprave z cele Evrope, so bili vsake države po eden izbrani. To sem ga prvo pelil, malo dale, pa ko sem z njim tam bil. Drugače pa sem te pol prišel tudi v predsedstvu Namiznoteniške zveze. Pol so me, da sem bil predsednik Namiznoteniškega kluba Murska Sobota. Kaj imam še reči? Predsednik sem bil tudi večkrat na Cveni, to je športnega centra, ki imamo. Ustanovitelj praktično tudi vseh teh športnih objektov, ki jih na Cveni imamo. Tu sem se boril, pa prek mojih kolegov pa tega uspel dobiti zemljišče, kaj smo ga pol dokupili po zelo ugodni ceni od mojega kolega. Tako da sem ponosen na vse. Tudi moj sin je igral nogomet, Jani. Zdaj sicer še zdaj igra, ampak za tote pravijo oldtimere. Ja, za Jana pa za Davida pa sem še posebej ponosen, ko sta nekaj uspela. Davida Žibrata ni treba posebej omenjati. Po več kot 50 letih po miru s države imamo spet svetovnega prvaka v Ljutomeru. In to je David Žibrat, ki zdaj ponovno odpira svoj športni center. Pozdravljeni, David. Bravo. Zagotovo ste se znašli v težkem položaju. Komaj ste odprli vaš športni center in ste ga že morali zapreti zaradi koronavirusa. Kako ste se počutili ob tem? Ja, prvo smo mislili, da ne bo šlo to tako reč naprej, ampak ko se vseeno to zgodilo, smo se mogli sprijazniti. Seveda je bilo težko, dobivali smo nove člane, zanimanje je raslo, zagnali smo se prvi teden res odlično, potem pa smo mogli samo enkrat odrezati, tako da je bilo res težko. Ja. Upam, da je to obdobje že za nami in zdaj vaša vrata odpirajo za vse, ki želijo telovaditi. Delate že s polno paro? Ja, smo se spet zagnali nazaj, sicer se še skupine polnijo, smo še nekaj polovično zasedeni. Me pa veseli, da se je kar veliko športnikov odločilo in me je kontaktiralo za individualne treninge, tako da pomagam tudi različnim športnikom pri različnih športih, veliko imam nogometašev, obiskal me tudi profesionalni igralec hokeja Jan Muršak, obiskal me tudi svetovno znani DJ Umek, ki je bil prav tako navdušen na našem centru, tako da motivacija ne manjka. Sama s svojimi prijateljicami tudi mislim vpisati k vam na vadbo za ženske. Prosim, povejte še kaj o vaši športni ponudbi. Ja, imamo skupino prav za ženske ekstra formirano, tako da imamo prilagojen trening in vaje za ženske. Je kar intenzivna vadba, nekaj osnov kickboksa, drugače ostale vaje pa so povsem nekontaktne, funkcionalne vadbe, različni počepi s kombinacijo kakšnih udarcev, tako da se je kar prijela ta skupina in vedno več punc prihaja na naše treninge. Upam, da se bomo zabavali v tem. Hvala obema športnimi legendami, hvala Peter in hvala David. Hvala tebi. Hvala.